Kaos na trgih ta teden zaradi Trumpovih carin, v drugih novicah pa tudi obljube blockchain iger ostajajo neizpolnjene. Prihaja prvi ETF vezan na XRP in razkrijemo vam tudi, kako je na trge vplivala lažna novica o preklicu carin. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Po objavi Donalda Trumpa o tako imenovanem dnevu svobode, s katerim je napovedal nove carine, so se svetovni delniški trgi začeli drastično sesuvati. Sprva je Bitcoin ostal presenetljivo stabilen nad $80,000, vendar je nato čez noč strmoglavil na 74,000. S tem je tudi uradno vstopil v medvedji trg, saj je izgubil več kot 30% od svojih rekordnih vrednosti. Trump ne kaže znakov umika glede carin, kar pomeni, da vlagatelji izgubljajo zaupanje, trgi pa se odzivajo s prodajo. Čeprav nekateri verjamejo, da bo Bitcoin dolgoročno okreval, trenutna negotovost, šibek dolar in napovedano zniževanje obrestnih mer federalnih rezerv ne dajo dovolj močnega zagona za nove rekorde. Čeprav je Trump poznan po podpori kriptu, bi lahko njegova nepredvidljivost dolgoročno škodovala zaupanju v Bitcoin. Kot ste morda že opazili, pojem dan osvoboditve ima dvojni pomen. Industrija videoiger je v letu 2024 doživela močan udarec, številna odpuščanja in zaprtja studijev. Web3 igre, ki so obljubljale rešitev z decentralizacijo in lastništvom sredstev, pa niso izpolnile pričakovanj. Velik del platform je bil grajen na tehnologijah, ki niso bile prilagojene za igre, kar je privedlo do slabše uporabniške izkušnje in poudarka na ekonomiki žetonov namesto zabavnosti. Večina Web3 iger se osredotoča na že obstoječe kriptouporabnike, ne pa na običajne igralce. Rezultat je bil zaprt sistem, ki je ponovil napake klasične industrije. Če želi Web3 uspeti, se mora osredotočiti na ustvarjanje zabavnih, dostopnih in sodelovalnih iger, kjer imata tako igralec kot razvijalec večjo svobodo in nadzor. Se strinjam, igre bi se morale posvečati zabavnosti in tukaj je večina projektov zgrešila poanto. Če so ti všeč naše novice do zdaj, pritisni všeček, deli s prijatelji, komentiraj spodaj in seveda ne se pozabiti naročiti, da ne zamudiš prihajajočih videov. Podjetje Teucrium Investment Advisors je 8. aprila lansiralo prvi ETF na osnovi XRP žetona na borzi New York Stock Exchange ARKA z oznako XXRP. Gre za vzvodni sklad, ki bo vlagateljem ponujal dvojni dnevni donos glede na gibanje cene XRP s stroški upravljanja v višini 1,85%. To pomeni, da bo sklad bolj primeren za kratkoročne vlagatelje, ki pričakujejo hitre premike cen. Gre za prvi tovrstni produkt v ZDA, kar kaže na rastoče zanimanje po XRP kljub turbulentnemu trgu in Trumpovim carinam. Analitiki menijo, da obstaja velika verjetnost, da bo kmalu odobren tudi spot ETF, torej sklad, ki bo neposredno sledil dejanski ceni XRP brez vzvoda. Bo cena temu sledila? Kaj menite? Komentirajte spodaj. Trgi so doživeli nenavadno evforijo zaradi lažne novice, da naj bi Trump načrtoval 90-dnevni premor pri uvajanju novih carin. Novica, objavljena na platformi X, je sprožila 8 do 10% rast na glavnih borzah, vključno z 9,5% skokom na Nasdaq in 6,5% rastjo Bitcoina. Kljub temu, da je bila novica hitro označena za lažno, je pokazala, kako hitro so trgi pripravljeni skočiti na vsako možnost sprostitve napetosti. Analitiki pravijo, da to razkriva ogromne količine kapitala, ki čaka na ugodne novice in kaže, da je trg pripravljen na agresiven vstop, tudi če so novice nezanesljive. Trump je na to po objavi še dodatno zaostril retoriko od Kitajske, s čimer je takoj ohladil navdušenje. Star pregovor pravi, papir se pusti pisati. Hvala vam za ogled in se vidimo v naslednji epizodi.